starimi časi je bila globoko v gozdu skrita vas, kjer so živela majcena bitja. Od konca risanih smrkcev je minilo že 22 let, a mala modra bitja so še vedno del otroškega vsakdana. In kaj ti bo všeč, film ali risanka? Boje. Boje. A so ti bili všeč smrkci? In kaj bo všeč, film ali risanke? Risanke. Za koliko časa jih poznaš? Ja, odkar so začeli delati. A risanke tudi poznaš? Ja. In kaj ti bo všeč, film ali risanke? Risanka. Aha, zakaj pa? Zato, ker je film malo grozljiv s temi očali, ko misliš, da ti bo kar v glavo priletel. Lep spomin nanje ima tudi Janez Hočevar Rifle, ki je svoj glas posodil najmodrejšemu smrkcu Acu Smrku. Ena zelo simpatično zgodbico imajo zmeri za sabo in fajn je, ko imajo eno rang lestvico odnosov, ko imajo ata ta glavn, ampak nobenega pa ne šljivi broči za res. Tako da je tako kot v življenju. In kako ste se lahko uživeli v lik Ata Smrka? Mimogrede, sam kapo sem dal rdečo na glavo, pa sem sinhroniziral, sem skoraj ves tekst vedel, ne da bi ga bral. V svoj lik se je zelo uživel tudi Jernej Kuntner, ki je postal zlobni Gargamel. V čem ste najbolj uživali, ker ste bili Gargamel? Zdaj smo videli, da ste bili res zlobni. Maja, kaj jaz vem, dobro je bilo vse te finese, vse te različne razpoloženja. Kaj pa ta smeh? Je to vaš smeh? Ja, seveda je. Smrkci pa ne bi bili popolni brez Smrkete. V izvirni verziji je glas posodila pevka Katy Perry, poslovenila pa jo je Kataja Ajster. Kako se je bilo živeti v Smrketo? To je bilo nekaj najbolj naravna vloga, kar sem jih imela do zdaj, ker je že ta tretji celovečerc, ampak to je bilo pa res the best. Pa še isti glas ima, takšna je malo naivna, tako kot jaz, ful vesela, razigrana, vse ima rada, vsi imajo njo radi. Ste mogoče kaj prej razmišljali, kako je to Katy Perry počela? Ste se kaj poneravnali? Ne, nisem, ker ima ona čist drugačen glas kot jaz in se mi je zdelo, da ona je rekla, da ima njena Smrketa glas, kot da bi preveč kavic popila. No, moja ima ta glas, kot da ne bi kavic spila sploh. Now it's all out in you. Sorry.